svojo tesnobnost delila... Ok, čakaj. Ker jaz sem tudi rabim en Ok. požirk, ker sem tudi kar tako krč zalevadla. V redu je. Dobrodošli v novem pogovoru Metropolitan podcasta. Z vami sem Živa Avžner. Z današnjim dnem uvajamo novost. In sicer Metropolitan podcast ob skodelici kave postaja video podcast. Tisti, ki nas poslušate le audio, bo to seveda še vedno mogoče, drugače pa lepo vabljeni na ogled na YouTubeu, kjer vas čaka še video različica. Moja današnja gostja je Maša Golob, uspešna violinistka, ki se širši javnosti predstavlja zelo posebno električno violino. Zanjo smo lahko navijali tudi v šovu Slovenija ima talent. Sem prepričana, da se jo spomnite. Maša je ena izmed prvih, ki je ta inštrument prinesla na večje odre in z njim pričarala vse glasbene žanre. Ni pa samo glasbenica. Je resnično iskrena oseba, ki želi med ljudmi širiti le dobro in hkrati spodbuditi pomemben govor o anksioznosti. Živja, Maša. Živja. Zelo sem vesela, da si se mi danes pridružila ob skodelici kave za kratek pogovor o anksioznosti, v tvoji veliki ljubezni violina in pa še marsikaj. Tudi jaz sem zelo vesela. Res hvala za povabilo. Pa dajva se danes kar tikati, a ne? Ja, seveda. Daj mi povej, kako začneš svoj dan? Morda s kavo? V bistvu jaz svoj dan že od nekdaj, praktično že od srednje šole, začenjam z zelenim čajem, no, včasih tudi s črnim. Ampak definitivno začenjam dan s pravimi čaji. Kava oziroma ta obred kave mi je pa bolj nekako, veš tisti trenutek v dnevu, ko grem ven. Niti, če sem iskrena, do 1-2 let nazaj nisem znala tudi skuhati, ne? Tako da dejansko mi je kava en tak poseben ritual, en tak čas za mene, ko grem mogoče ali sama, ali s prijateljico, ali mogoče tudi na kak konec koncev sestanek, ampak mi je en tak obred, ki ga ne počnem mogoče doma še zaenkrat. Kakšno kavico si pa privoščiš, če greš v kavarno? Največkrat v bistvu pijem kavo z nekim rastlinskim mlekom, ali to riževo, ali mogoče ovseno, sojino. Skratka, mogoče malo se skušam izogibati laktoze zdaj v zadnjem času. Pred kratkim smo delali skupaj intervju, v katerem si mi odkrito povedala, da si svojimi sledilci spregovorila o anksioznosti. Če se prav spomnim, so bili sami pozitivni odzivi. Zdaj, zakaj si se odločila, da spregovoriš o tem? Nekdo bi rekel, da je to še vedno tabu tema. Ja, res je. V bistvu nekako vse se je začelo s tem, ko sem se odločila, da se prijavim na šov Slovenija ima talent. V lanskem letu, ko se je začela v bistvu ta moja tesnoba nekako povečevati, se mi zdi, da sem se morala na enem trenutku tudi res soočiti s tem, in ko sem malo splavala ven iz tega, sem se odločila, da je to definitivno tema, o kateri želim govoriti, o kateri želim javno govoriti, v bistvu, ker nažalost nas je vedno več, ki se soočamo z občutki tesnobe, anksioznosti, ampak še zmeraj se ne govori o tem veliko. In tudi meni se zdi, da konkretno v mojem primeru, jaz sem bila res v teh občutkih dlje časa in mi je bilo res zelo, zelo težko. To ve mogoče malo ljudi, čeprav sem po naravi malo bolj ekstrovertirana kot introvertirana. Ampak ja, takrat se je v bistvu tako začelo, da sem jaz pol tudi zelo veliko poslušala sama, kakšne intervjuje, mogoče z znanimi osebnostmi, in se prav spomnim enega intervjuja v času, ko sem imela največjo krizo, ko res vse je bilo zaprto, moja tesnoba se je praktično večala in pomagala sem si že od nekdaj z raznimi videi o pozitivnem mišljenju, o ne vem, od do, no. Ja. Skratka, in sem na neki točki našla en video od igralke, ki je igrala Sanso Stark v
kako je po naše, Igra prestolov. In se mi je vtisnil v spomin in zelo mi je bil en tak trenutek, ko se mi zdi, da sem tudi jaz videla, ok, glej, tudi nekdo, ki je slaven, ki se meni na videz v bistvu zdi, da ima vse pod kontrolo v življenju, da je, ne vem, da ima neko življenje, ki si ga vsi želimo želeti, tudi on se srečuje s takimi občutki in mene je to res takrat navdalo za eno tako večjo mirnostjo. Ravno zato, ker se mi je zdelo, da če se ona sooča s tem, potem tudi z mano verjetno ni nič narobe, ne. Pa kdaj se je to začelo? Mislim, kdaj si opazila te začetke? Mogoče kako? V bistvu začelo se je, ni se začelo takoj, ko smo šli v karanteno, ampak definitivno so začetki, nekako sovpadajo z začetkom covida pri nas. In začelo se je tako, da so se pač kar naenkrat se je manjšalo število koncertov, zaprti smo bili, mislim, da vsi vemo, da verjetno nikomur ni bilo najlažje. Prvih par mesecev priznam, da sem kar uživala, se mi je zdelo super delo od doma, online koncerti, nekaj novega, ampak tam nekje pred drugim lockdownom se mi zdi, da sem pa začela čutiti, v bistvu tako se je začelo. Najprej sem opažala, da zelo težko zaspim ponoči, ne. Insomnija se mi je res večala, to od 2-3, pred 2. ali 3. uro več nisem zaspala, bilo je res težko, no. Počutila sem se, tudi zjutraj, ko sem se vstala, sem se počutila, da praktično nimam nobenega smisla, da zakaj bi sploh vstala. Nisem se mogla spraviti, karkoli narediti. Nekaj časa sem se v bistvu silila še snemati ene violinske videe in se mi je po vsakem zdelo, da sem bolj izpita, da to ni to, kar si jo želim. Vsaj ne na ta način, še zmeraj zelo rada snemam videe, ampak mogoče malo bolj profesionalno, ne pa v dnevni sobi. V bistvu sem se res trudila, da bi prišla iz tega, poslušala sem res že malo obsesivno meditacije, razne govornike, videe in na eni točki nič ni pomagalo, ne. In na eni točki sem se praktično znašla na kavču, kjer sem ležala, gledala v strop, se skoraj dušila in ugotovila, da v bistvu pač, da imam napad tesnobe oziroma panike. Pa to pride kar iz nič, ta napad? Ja, dejansko. Če se zdaj skušam spomniti za nazaj, ne vem, kaj so bile moje misli, ampak vem, da je že dlje časa trajalo, da sem ful težko že zaspala, da zakaj nisem zaspala, ker so mi že take misli šle po glavi, da je bilo že res težko biti v moji glavi. In mislim, zdaj, ko gledam nazaj, a veš, to so občutki, ne moreš se usedeti v avto in iti od točke A do točke B v trgovino po hrano. Vse ti predstavlja težava, včasih ti celo predstavlja težavo sploh iti ven iz stanovanja. Se je tudi zgodilo, da sem po en teden bila zaprta noter in nisem želela v bistvu sploh ven. In takrat sem videla v bistvu tudi moji družinski člani so me malo spodbudili k temu, da si najdem pomoč. In moram reči, da nikoli nisem imela težave s tem, da bi si našla pomoč, ker sem v življenju obiskovala, ne vem, od zvočnih healingov do raznih pač energijskih tehnik, ampak da bi se pa prav odločila mogoče za psihoterapijo, to se pa nekako nikoli, ne vem, se mi je zdelo, da niti ne potrebujem, no. V tistem trenutku sem si pa rekla, ok, mislim, da je to čas, ko res naredim nekaj, spet mogoče malo izven cone udobja, nekaj, kar ponavadi ne bi izbrala in odločila sem se oziroma jaz bom rekla, da je to nekako prišlo do mene, telesno orientirana psihoterapija. Aha, kako pa to izgleda? To je v bistvu na nek način nek preplet psihoterapije, te klasične psihoterapije, se pravi pogovora in pa zelo veliko bazira na telesu, se pravi na tem, kako se ti odzivaš v določeno situacijo, ker pač vsi vemo, da ena situacija lahko v nekom zbudi pozitivne ali pa negativne občutke in praktično terapevt ti tu pomaga priti
skozi ta naučen odziv v telesu in pokazati, da lahko na isto situacijo mogoče drugače reagiraš. In je taka zelo fajn tehnika, zato ker dejansko, se veš, ponavadi, če se slabo počutimo, ti telo gre v odziv, ne? In tu dejansko lahko vplivaš na telo, in dolgoročno moram reči, da zelo pomaga. Da sem ful vesela, da sem se odločila takrat in naredila ta korak. Me veseli, da je pomagalo. Verjetno je pa pri tem bila pomembna tudi spodbuda družinskih članov, ne? Ja, definitivno. Se mi zdi, da dvomim, da bi se mogoče sama odločila v tistem trenutku za ta korak, ker se mi je zdelo, da še imam, pa da se še mogoče lahko pa to probam, pa tisto, pa je bilo potrebno. Ja, sem kar mogoče malo zabredla. Pa potrebovala brco urit? Definitivno, ja. Če se prav spomnim, pa v tistem trenutku nisi mogla v roke prijeti niti violine. Ja, res je. V bistvu, če sem čisto iskrena, sem se večkrat spraševala o smislu mojega življenja. In to je bil tudi kar malo rdeč alarm, že tudi pri meni. No? Hvala Bogu, ni prišlo čez to točko, ampak nekako res je bilo kar hudo. No? Zdaj, ko gledam nazaj, je mogoče še hujše kot takrat, ko sem to doživljala, ker takrat si itak se mi zdi, da tudi dost apatičen, ne? Kar tudi ni glih najbolj. Ja. Ja, in ponavadi mi je v najhujših trenutkih v življenju mi je violina bila največje sredstvo, ki mi je v bistvu nekako pomagalo k boljšemu počutju. Tudi jaz bi rekla na prvo žogo, da bo violina pomagala, da bo glasba kot nek pomoč ali pa klic v sili. Ja, definitivno bi lahko rekla, da mi je velikrat v preteklosti služila, no? Ampak moram pa reči, da v najhujših trenutkih pa nažalost se mi zdi, da mi je takrat še težje mogoče to, ne bi rekla ubesediti, ampak nekako izraziti skozi glasbo. In sem takrat tudi mogoče odložila violino za nekaj časa, ja. Tak da. Za koliko časa pa? Tokrat ni bilo tako hudo, ker se mi zdi, da sem dosti hitro poiskala pomoč, zmeri sem se malo silila oziroma se mi je zdelo, da moram vsaj snemati še te violinske videe. In potem sem se nekako sama sebe malo prisilila, da nisem ravno jo dala v kot, pa rekla, ok, se vidimo, ko bo konec karantene. Ja. Ampak je pa bilo obdobje, no, prej v preteklosti, ko sem pa jo dala stran, mislim, da celo za 4 mesece sem šla prav v Berlin in violina je ostala doma. Res? Ja. To je pa dolgo obdobje. Ja, je. Ampak takrat tisto obdobje je bilo res potrebno, ker po tistem sem se dejansko odločila, da je to moje življenjsko poslanstvo. Ja? Kaj pa se je naredilo v Berlinu? V Berlinu, to je bilo pa eno tako, meni še zmeri mogoče moje najljubše obdobje življenja. In sicer šla sem tja čisto nepričakovano, v bistvu odločila sem se za Erasmus, no, za magisterij muzikologije. In takrat sem že nekaj časa, v bistvu, ker nisem bila sprejeta na akademijo za glasbo, takrat, ko sem končala srednjo šolo na prvi gimnaziji v Celju. Skratka, po tistem sem se nekako odločila, da bi mogoče želela nadaljevati mogoče kar študij muzikologije, pa res sem razmišljala, ali zdaj bi violino ali ne, in potem sem se 3 leta nekako pripravljala in vsak konec leta je bilo nekaj drugega, da sem se odločila, da nisem šla ponovno na sprejemni izpit na akademijo za glasbo in tako so minila 3 leta. Jaz sem bila že praktično, sem že diplomirala na muzikologiji in sem se mogla odločiti, kam dalje. In takrat sem se odločila v bistvu, da sva z violino zaključile, da sem dovolj dolgo v bistvu idevala priložnost in na tisti točki je ostala doma, jaz sem šla pa v Berlin na magisterij. Ampak potem sem prišla tja, ugotovila, da mi res manjka, da je to del mene, še zmeraj sem od 5. leta igram violino, sem povezana z njo od res malega in sem vedno to čutila kot nekak
moje poslanstvo, no, še enkrat. Ja. In se mi zdi, da takrat sem potem vzela violino. Ob prvem prihodu nazaj v Slovenijo sem ugotovila, da mogoče ji dam pa še eno priložnost. In ja, v bistvu je bilo to najboljša odločitev, ker sem ne dolgo potem že igrala, mislim, da v 5 orkestrih. Ja. V Berlinu. V Berlinu, ja. In tam sem v bistvu ugotovila, da je dejansko to, kar si želim. Tam ideja tudi o električni violini. V bistvu vse se je rodilo iz te moje poti v Berlinu, ki bi morala trajati pol leta, pa je trajala 2 leti. To je bilo vse pred COVID-om, ne? Ja, tako. To je bilo v času, še pred v bistvu mojim faksom, zdaj pa že v bistvu kar nekaj časa nazaj, že 5 let nazaj. Pa se kot glasbenica mogoče kdaj razmišljaš o tem, da pa nisi tako dobra v tem? So v glavi kakšni dvomi? Absolutno. Vsak dan. Jaz res občudujem tiste ljudi, ki so toliko samozavestni, da verjamejo vase, da vejo, kaj zmorejo. Jaz se tega učim, priznam. In se mi zdi, da tudi zdaj po letu pa pol psihoterapije, ko smo ravno o tem govorili prej, da vedno bolj pač vidim svojo vrednost, da se vedno bolj sprejemam takšna, kot sem, da vedno bolj tudi vidim, da sem naredila že zelo veliko v življenju, ker sem na žalost res perfekcionist. Sploh, ko pride do violine in glasbe. To je ali ful dobro, ali pa ful slabo. Ja, koliko razumeš? Točno tak. V mojem primeru očitno hvala Bogu za Berlin, ker Berlin me je naučil tudi ene stvari. Fake it till you make it. Ja. In to včasih prav pride v življenju, ker po moje če bi še zmeraj imela to mentaliteto perfekcionistično iz časa, ko sem se pripravljala v bistvu za Akademijo za glasbo, mislim, da danes ne bi bila tu, kjer sem danes. Da je v bistvu bilo dobro. Definitivno. Čeprav verjetno, ko se je to dogajalo, nisi bila glih najbolj vesela, da nisi bila sprejeta, da se niso uresničile sanje. Seveda, pač takrat se mi je zdelo, da se mi je tako zrušil cel svet. In sem v bistvu zato sem se tudi pripravljala še 3 leta po tistem, ker sem mislila, da je to moja pot. Zdaj, ko gledam nazaj, vidim pa, da je vse bilo točno tako, kot je moglo biti in da se ne vidim kot klasična violinistka. Cenim in spoštujem zelo, zelo vse klasične glasbenike. Itak občasno se pride un trenutek, ko bi, ne vem, mogoče igrala v kakem orkestru. Veš, tudi tak da bi spet doživela to. Ja, da bi spet to doživela, pa da mogoče za trenutek ne bi bile vse luči uprte vame. Veš, ker zdaj sem solistka. Ja. Tako. Pa tudi lepo je poslušati, ko glasbeniki igrajo različne inštrumente. Veš, ko se združijo, ja. Tako. Je en poseben občutek, ampak se mi zdi, da sem to na srečo dosti živela tudi tam v Berlinu, kjer sem bila res od tango benda pa do celo v cerkvenem kvartetu smo igrale. Vse si preizkusila. Vse. Tako da ja. Je pa potem v bistvu tudi dobro sporočilo, da tudi če zapraviš 3 leta, je vredno, a ne? Definitivno. Da potem najdeš res tisto svojo pot, nekaj, kar te srečuje. Tako, jaz v bistvu, če zdaj gledava, sem 5 let zapravila, ker sem bila še 2 leti v Berlinu, ko se je to vse začelo dogajati. Zapravila. Ja, to seveda, sem te hotela vprašati. V narekovajih. Pa bi rekla, da si zapravila. Tako, ne, absolutno ne. Ker se mi zdi, da me je... To obdobje mi je res pokazalo, na katero pot želim stopiti, ker tudi to solo, ta ideja o igranju se je porodila, ker sem želela v bistvu na križarko. Na eni točki sem se odločila, da v bistvu, kar si res želim je, da bi igrala, ne vem, razne priredbe, od džeza do popularne glasbe, do elektronske glasbe. Vedno sem se nekako znašla v vseh stilih. Vedno mi je bilo to ful domače in najrajši sem se učila po posluhu. In se mi zdi, da sem tu nekako lahko živela tudi ene sanje o tem, da sem probala razne žanre.
In v bistvu to me je nekako vodilo do tega, da mogoče bi bilo pa pametno najti kako križarko, pa izkusiti še to v življenju. Ampak nekako usoda me je napotila nazaj v Slovenijo. In takrat sem praktično začela potem z električno violino, ker je dobesedno ta koncert prišel k meni. In tudi električna violina se mi je dobesedno zgodila. Sošolec iz muzikologije oziroma bivši sošolec me je klical, ko sem prišla v Slovenijo, ko še nihče sploh ni vedel, da sem se vrnila iz Berlina. In to je res taka ena zelo zanimiva zgodba, no? Ampak praktično mi je ponujen mi je bil koncert z električno violino. Tako da sem na ta način potem tudi začela. Zagrabila. Ja, absolutno. Pa če se vrneva še čisto malo na psihoterapijo. Nekateri, kot sva že omenili, to seveda vzamejo kot tabu. Zdaj pa, če bi želeli pomagati drugim, kdaj občutiš, da je trenutek za takšen korak? Kako si se ti mogoče odločila, da je pravi trenutek, da pa začneš s tem? Jaz mislim, da prelomni trenutek je bil, ko sem res videla, da ne morem več sama. Da enostavno, da vse knjige, vso znanje, ker moram priznati, da jaz nisem človek, ki ni že prej delal na sebi. Aha. Jaz sem pri 14 letih prosila starše za prve knjige o samopomoči, ker sem imela tako hudo tremo pred nastopanjem, da jaz ne vem, kako sem preživela srednjo glasbeno šolo. Ampak to mi je res pomagalo, to me v bistvu nekako, že takrat sem si delala miselne vzorce z, ne vem, citati iz teh knjig o pozitivnem mišljenju. Ja, v bistvu sem že od nekdaj bila nekako zelo me je zanimalo, zakaj se tako počutim, zakaj imam tremo, zakaj me je strah v določenem trenutku, ker res moja trema je bila včasih zelo nekontrolirana. Roka se mi je toliko tresla, da mi je tudi lok znal padeti iz roke. Ja, je bilo kar hudo. Ampak se mi zdi, da potem skozi čas sem raziskovala razne tehnike. Tudi v Berlinu sem prakticirala svoje življenje po metodi, da je edini trenutek, ki zares obstaja zdaj, se pravi v bistvu neko učenje Eckarta Tolleja. Ta knjiga mi je prišla nasproti, ki mi je, moram reči, da zelo spremenila življenje. Potem pa je šlo dalje tudi v raznorazni, takrat se je začel YouTube pojavljati, raznorazni motivacijski govorniki, no, če tako rečem. Potem, ko sem prišla v Slovenijo, sem veliko energijskih tehnik spoznavala, razne healinge. Tako da se mi zdi, da je to nekako tudi mogoče mene pripeljalo do tega, ker sem bila celo življenje zelo v tej smeri in moram priznati, da sem kot glasbenica velikrat malo umetniška duša, velikrat živim malo tudi v oblakih in v, kako bi rekla, ne toliko prizemljenem stanju. In ravno psihoterapija se mi zdi, da mi je dala to, da sem se nekako uzemljila, da sem neke stvari mogoče tudi analitično pogledala na njih, ker se vemo, tesnoba in anksioznost, to je neko stiskanje, velikrat je to, no, tudi razlog v preteklosti, tako da se potem pogleda tudi, ne vem, čist neka umestitev v družini, kakšne odnose si imel. In meni je to konkretno na tej točki, ko res nekako nisem našla nobene druge več rešitve, mi je bila to rešilna bilka, absolutno. No. Pa še sedaj obiskuješ, ne? Nisi tega opustila, čeprav si bolje. Ja, mislim, da bi zdaj lahko rekla, zdaj sem že, mislim, da bo maja, bo 2 leti. Kar že obiskujem psihoterapijo. Dejansko jaz sem si to vzela kot nek cilj. Prej sem obiskovala enkrat na teden, zdaj 2-krat na mesec, pa tudi bom videla, no, zdaj vedno manj potrebujem, iskreno, ampak se mi zdi, da je pa še zmeraj so teme, ki vsakodnevno prihajajo na plano, ko še zmeraj bi mogoče rada malo pogledala globlje v njih. Predvsem pa se mi zdi, da, ne vem, da verjamem, da bom začutila
kdaj bo trenutek, ko mogoče več ne bom potrebovala tega. Kaj pa bi svetovala nekomu, ki se sooča z enakimi občutki kot pa ti? Ali pa da čuti, da bi moral narediti nekaj v tej smeri, pa mogoče ne upa, omahuje, ne ve, kaj iskati? Jaz mislim, da res je, da zdaj imamo zelo veliko dostopnega znanja in na internetu in povsod. Za začetek, če nisi pripravljen mogoče govoriti o tem, vem, da obstajajo podporne skupine. Ni skrivnost, da tudi veliko mojih prijateljic se je soočalo s podobnimi občutki. Jaz konkretno sem si izbrala psihoterapijo, ena druga si je izbrala, ne vem, energijsko tehniko, tretji pa je našel podporno skupino. Obstajajo take skupine, obstaja veliko načinov samopomoči in meni se tudi zdi, da ena stvar, ki je meni pomagala, na srečo imam res tudi zelo veliko prijateljic, ki so mogoče v terapevtstvu tako ali drugače in sem se tudi njim na začetku zaupala in sem videla, da v bistvu komorkoli bi se zaupala, mi je že to neko breme v bistvu odvzelo. No? In jaz bi svetovala nekomu v tej situaciji, da naj se pogovori, mogoče, če mu je težko, ne vem, družini, partnerju, prijateljem povedati. Konec koncev imamo Instagram, imamo Facebook, kjer vse na dosegu je. Vse na dosegu in če ne druga, lahko napišeš nekomu, ki vidiš, da je šel skozi take stvari. Jaz zagotovo vem, da z veseljem odgovorim komu, če potrebuje nasvet ali pa mogoče samo občutek, da ni sam v tem. Veš, ker še zmeraj je tako, kot si prej rekla, ne govori se dosti o tem, sicer vedno več, ampak se mi zdi, da še zmeraj se nam zdi, da je to en tak tabu, da je to nekaj narobe, da joj, kaj je zdaj z mano, zakaj se zdaj tako počutim. In jaz vem, da tudi sem prišla do točke, ko mi je bilo že mogoče malo nerodno tudi komu povedati in ja, evo, ko si me prej vprašala, to je bil trenutek, ko sem se odločila, da potrebujem pomoč, ker enostavno več nisem več razumela, kaj se mi dogaja v glavi in sem rabila nekoga, da to malo posecira, pa mi razloži, da ni nič takšnega to, kar doživljam. Ker so to na konec koncev res, ko enkrat prideš iz tega, vidiš, da so to samo občutki in da se vedno dejansko to dogaja, samo v tvoji glavi. Drug del podcasta pa posvetimo še tvojemu glasbenemu ustvarjanju z violino. Zdaj vem, da se pri tvojem začetku skriva ena zelo simpatična zgodbica. To je pa res. Jaz sem že kot otrok, mogoče za začetek, moja mamica je učiteljica glasbe in me je že kot otroka velikokrat vzela s sabo na kak koncert. Doma smo imeli res zelo veliko glasbil, od klavirja, bobnov, tudi vse v bistvu. Enkrat me je mami v bistvu peljala, mislim, da ne vem, ali je bil koncert enih zborčkov ali je bil tudi orkester, ampak vem, da je rekla, da je res, da jo je zanimalo, kako bo to 3-letni otrok od začetka do konca, to niso glih kratki koncerti, veš, kako bom zdržala, točno tako. In je rekla, da potem v bistvu, da sem bila od začetka do konca tiho, z odprtimi usti in da na koncu sem samo rekla, mami, rada te imam. Kako lepo. Očitno mi je bila glasba res usojena že od samega začetka. Ja. Zdaj tudi na talentih, kot sva že omenili, si se pokazala z violino, z električno violino, sicer na malo bolj drugačen način. Plesala si, v zraku si bila, gibala si se in tudi zdaj, kakor vidim na Instagramu, nadaljuješ s tem, probuješ z akrobacijami. Kaj je tvoja želja? Se skriva neka želja po nekem drugačnem, novem? S čim nas boš presenetila? Vse si že povedala v bistvu. Res je, v bistvu za talenti to je bil en moj tak... en moj ljub projekt, bom rekla temu. Jaz sem si leta želela, ker sem vedno čutila, da moram združiti nekako gib in glasbo, ampak nisem vedela, na kak način. In dejansko je bil to en tak lep približek temu, kaj bi si je želela v bistvu v prihodnosti.
Zdaj, da bom pa to uresničila, obiskujem zdaj plesno somatiko, oziroma malo drugače, no, pri Špeli Koren, tudi moji dobri prijateljci. Skratka, z njo sva nekako malo raziskovali moj gib in sva hotela videti, kaj je moj naravni gib. Ker v svetu zdaj, da bi prav nekdo delal akrobacije ali pa v bistvu plesal in igral, je ena taka, mogoče moja vzornica Lindsey Stirling, in seveda pač ne želim zdaj, da me ljudje primerjajo z njo v smislu, olej, še ena Lindsey Stirling, ampak si želim, da bi bila jaz Maša Golob, ne? Ja. Zato sem pa ravno v bistvu Špelo začela raziskovati svoj gib, da bi lahko naredila nekaj novega, nekaj drugačnega, ampak ja, zagotovo bo pač moje violinsko ustvarjanje nekako usmerjeno v to združevanje giba in glasbe, akrobacij, kot si tudi že lepo povedala. Ampak bomo videli, ker še do nedavnega sploh nisem videla, da sem to sposobna. Lepo spoznavaš svoje nove lastnosti. Ja, tako. In kaj ti je najbolj všeč pri tem? Jaz mislim, da je to zdaj en moj način izražanja. Jaz mislim, da sem zdaj ravno v obdobju tudi za vso to terapijo in vsem, kar sva se prej pogovarjale, da sem prišla na eno točko, ko želim svetu pokazati, evo, to je Maša. In en del mene je bil vedno ples. Pa mogoče ne moram reči ples, ampak nek gib, neko izražanje skozi gib in vidim, da imam zelo veliko za povedati še. In da na ta način mogoče bom lahko malo bolj približala vse, kar se nekako dogaja v meni, ker se mi pa tudi zdi, da to nas umetnike dela avtentične, drugačne in upam, da bo čim prej nekaj novega, da vam lahko pokažem. Zelo mi je bilo simpatično, ko sem videla, da sodelujete tudi z drugimi udeleženkami na talentih, s Tamijo in Mašo. Ja, res je. Zaenkrat s Tamijo in Mašo. Jaz ne vem, ampak mi smo se res, toliko smo se lepo povezali na šovu. Res nas je veliko prišel z isto mentaliteto, no? Da v bistvu pač smo prišli sem zato, da spoznamo druge artiste, da se povežemo, da naredimo nekaj novega, da ustvarjamo, da se imamo fajn, da in hkrati v bistvu pač delamo to, kar najrajši počnemo. Ravno zato sem pa pol v bistvu povabila zdaj že Tamijo pa Mašo k sodelovanju na različnih koncertih in sem vesela, jaz se rada povezujem. Zelo rada recimo sodelujem z Raven, z njo imava vedno od do projektov, od Bohemian Rhapsody do klasičnih preoblek v elektronski glasbi, mislim v elektronskih vodah, ali kako bi to rekla. Tako da z njo je vedno zelo lepo sodelovati. No. Pa v kratkem pripravljaš še kaj novega, še kakšna želja? Ja, želja je kar veliko. Letos se mi zdi, da vsakič si rečem, ok, zdaj ne bom preveč povedala, zato ker res to, kar rečem, ponavadi zelo rada izpolnim, že zaradi sebe. In že zdaj v zadnjih letih je ful v meni gorela želja po svoji lastni skladbi. Tako da to je ena od teh želja, ki upam, da bo letos res ugledala luč. No? Držimo pesti. Hvala. In se veselimo. Druga želja je pa v bistvu tudi že zdaj dolgoletna in sicer mal en preboj v tujino, ker se mi zdi, da je ravno to združevanje giba in glasbe lahko pride v Sloveniji do neke mere, ampak se mi zdi, da mogoče je malo premajhen trg za vse to, kar si še jaz zmeri želim. In ne vem še kam, ne vem še kako, ampak nekaj imam v mislih, kar pa mogoče še ne bi delila, dokler nisem 100% prepričana. Zmenjeno. Pa kasneje. Tako. Za konec pa te postavim še pred izziv. Prepričaj poslušalce, da je čas, da začnejo delati, kar imajo radi, da poiščejo pomoč, če jo potrebujejo in pa da sledijo svojim željam. Joj,
a veš, ob tem mi vedno pride na misel v bistvu spodbuda, ki si jo sama sebi dajem. In to je en stavek, ki je mogoče čisto banalen, ampak če je danes moj zadnji dan, a se želim tako počutiti in a si želim, ne vem, to delati. Se pravi, ne vem, ali pa početno, si želim se s tem ukvarjati mogoče lepše. To mi vedno da nek zagon, da si rečem, ok, ne, če danes moj zadnji dan, definitivno si ne želim preživeti v občutkih tesnobe, kaj lahko, in potem pride to naslednje vprašanje, kaj lahko naredim, da se bom v tem trenutku boljše počutila. In kaj te osrečuje, tako, kaj je v srcu. Tako, v bistvu, ampak veš, to je lahko, ne vem, to je lahko zelo tako vprašanje v tem trenutku. Najlažja stvar je zamenjam misel, ki jo ravno kar mislim. Če zdaj razmišljam zelo negativno misel, se probam ujeti in si jo probam obrniti v pozitivno smer. Včasih vidim, ok, nič ne bo šlo in se prisilim in grem iz stanovanja na sprehod, na kavo. Začnem delati nekaj popolnoma vsakdanjega, ampak nekaj, kar me da ven iz tega mojega mišljenja. In pol, glej ga zlomka, ena stvar na drugo, na tretjo, ki jo delaš v bistvu, ne bom zdaj rekla, so neodobje, ampak ki jo skušaš narediti samo v tistem trenutku, da se boljše počutiš, vodi do vedno boljšega in boljšega razpoloženja. In na ta način sem se jaz, nekako se mi zdi, da tudi sama sebe bodrila v tistih trenutkih, ko mi je bilo najtežje. Je pa res, da vsekakor pa pač pomeni tudi pomoč sočloveka in če ne druga, jaz mislim, da bi predlagala, da definitivno so vedno ljudje, ki jim je mar in poišči pomoč.